Pozdravljeni v današnjih minutah za kulturo. Z Jelo Krečič, živijo Jela, se bomo pogovarjali o nedavnem razburjenju iz nevladnih kulturnih zavodov. Zaključen, oziroma na pol poti je programski razpis, štiriletni programski razpis Ministrstva za kulturo. Rezultati so znani, pritožbeni roki sicer še niso dokončni, vendar pa seveda mnogi niso zadovoljni s tem, kar jim bo v naslednjih 4 letih Ministrstvo za kulturo namenilo. V čem je problem, Jela? Ti si se ukvarjala s to temo. Ja, res je, da razpis še ni zaključen. To pomeni, da na ministrstvu morajo še odgovoriti na številne pritožbe, ki so sledile delnim rezultatom, ali kako bi se temu rekli. Problem je pa v tem, da se je pač budžet za nevladni sektor, podobno kot tudi za javni sektor, pač zmanjšal. Recimo, številke so zgovorne, samo za uprizoritvene umetnosti je letos 200 000 evrov manj denarja, kot ga je bilo pred 4 leti. In seveda to je pomenilo, da nekdo bo iz teh programskih razpisov izpadel in zato so se seveda tudi mnogi razburili. Gre za ustvarjalce, ki so recimo že 30 let na tej sceni, ki so doslej dobivali ta sredstva, zdaj pa naenkrat so postavljeni pred to, da se morajo bodisi prijavljati na druge razpise, bodisi da ostanejo čisto brez sredstev. Nekaterim so zgolj zmanjšali sredstva in jih seveda to razburja, ker ne morejo ustrežiti programu, ki so si ga zastavili. Razburjanje je na nek način razumljivo. No, prejšnji teden smo opozorili o tem dobili iz Mini teatra, ki je dobil sredstva, vendar nekaj manj, ne? Ja. Bi te poprašala, sredi poletja, ki je bil objavljen razpis, se je že vedelo, da bo sredstev toliko manj? Ja, vedelo se je in društvo Asociacija, ki zastopa nevladne zavode, je takrat tudi šla na pogovore na ministrstvo in kakor sem uspela razumeti, je ministrstvo obljubilo, da vendarle ne bojo znižali teh sredstev. Potem pa so jih v končni fazi vseeno. Kakšne rešitve se? Ja, je sploh kaj možno spremeniti? Situacija je situacija varčevanja v celi državi. Kar se meni zdi recimo vredno premisleka je to, da kultura je najmanjši proračunski odjemalec. To pomeni, že tako dobi zelo malo denarja. Nadaljnje krčenje sredstev v kulturi je po moje pač lahko privede v zelo katastrofalne posledice, tudi socialne. Zato bi bilo treba rešitev iskati po eni strani na ravni celotne vlade, ki bi se mogla zavedati, kaj kultura prinaša na celotnem družbenem nivoju. Ja. Po drugi strani pa pogledati, kaj je samim kulturnim sistemom. To pomeni, da če nevladniki opravljajo stvari, ki so v javnem interesu, jim ministrstvo to priznava, potem morajo biti upravičeni do dostojnega preživetja in tudi do tega, da svojo produkcijo lahko izvajajo. Kar pomeni, da bi bilo treba pogledati potem, kako bi se dal prerazporediti sredstva znotraj celotnega kulturnega sistema, torej preveriti, kaj je z javnimi zavodi, kje so tam še kakšne rezerve, kako vključiti nevladnike v javne institucije in jim omogočiti, da ustvarjajo naprej in da pri tem tudi preživijo. Ampak nekaj dobrega, nekaj sprememb za samostojne ustvarjalce pa vnašajo spremembe, ki so že bile sprejete v parlamentu, krovnega zakona, ne, o kulturi, torej ZUJIK. Ja, kot ena prvih nismo se še poglobili v ta zakon, se še moramo kot novinarji. Zaenkrat pa kaže, da zakon uvaja nekaj dobrodošlih sprememb za samozaposlene, vsaj nekateri deli tega zakona kažejo na to in sicer na to, da bi bili upravičeni zaposleni, ki delajo na projektih do kulturne žepnine v višini 1500 evrov, da bi bili upravičeni do bolniškega nadomestila. Skratka, tukaj vidimo vrsto nekih ukrepov, ki hočejo biti korak proti najbolj socialno ogroženim v kulturni produkciji. Se pravi, ob koncu leta je ena malo slabša novica in takoj za njo ena malo boljša. Ja. Hvala, Jela.